Ponovno z vami v oddaji Moj odnos do zdravja. Tokrat bom gostila Moniko Kuzman, ki nam bo povedala, kako se lahko danes sami pozdravimo, lahko rečemo zdravo, kako lahko podpremo zdravje črevesja na celičnem nivoju, tudi oskrbimo telo, kateremu vzpostavimo neko okolje, kjer je sposobno samozdravljenja. vabljeni k ogledu čudovite oddaje. Spet smo z vami v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. V goste sem povabila Moniko Kuzman. Ona je ljubiteljica naravnega zdravljenja, avtorica REP metode, specialistka za zdravo črevesje in za regeneracijo na celičnem nivoju. In še ogromno drugih stvari, ampak več o tem bomo pa midve spregovorili v najinem pogovoru. Dobrodošla, Monika. Najlepša hvala za povabilo. Res, ko sem videla, kaj vse obvladaš, mi je taka ena res prijetna energija prelila, zato ker skozi več vidim, da je ljudi, ki se s tem področjem ukvarjamo, in to je tisto, kar se v današnjem svetu res potrebuje, zato da gradimo eno vzporednico tistemu sistemu, ki je sicer bolj v veljavi, ampak jaz se opažam v teh intervjujih oziroma v teh pogovorih z gosti, kako pomembno je živeti skladno z naravo, kako pomembno je ohranjati naravno zdravje. In tukaj verjamem, da imaš veliko za povedati. Ja, veliko za povedati, tudi moja pot je bila dolga. Tukaj bi se strinjala z vsem, kar si povedala, in bi rada povedala, da ljudje se prebujamo na vseh področjih, na vseh nivojih, in jaz sem izredno hvaležna, ker ravno tukaj pri tem prebujanju se je začela moja pot raziskovanja. Čeprav nekako zdrav način življenja, vera, zaupanje v življenje mi je bilo malenkost položeno v zibelko strani očeta, tudi mami je izvrstna, da ne bo nesporazuma, ampak tako kot vemo, dokler se nam stvari ne dogajajo v življenju nam samih, da lahko implementiramo to, kar nam predajajo starši, in kar mi predajamo otrokom, ne moremo ravno reči, da smo že tam. In tako se je začela moja pot. Jaz sem v bistvu želela, da ko bom odrasla, da bom delala stvari, v katerih uživam. Sledila sem sebi. Tukaj je bila ta moja pot, ki je bila od nekdaj takšna. In moja pot se je začela, rečemo, v kozmetiki. Pustimo zdaj ta zadeva, čeprav ličim, to je moja umetnost še vedno. Ampak jaz sem začela s športom kot osebna trenerka, oziroma najprej kot inštruktorica aerobike, potem osebna trenerka, potem se je razvilo, da potrebujem še več znanja, sem postala nutricionistka. Pa kaj se je meni zgodilo? Pri 21 letih so meni diagnosticirali kronični gastritis. In meni so rekli, da jaz bom mogla do konca življenja jesti tablete. Mislim, hvala Bogu, da moj ata ni skoraj nikoli dovolil, da mi mama da tablete, kakšne angine pa to, ki so se mi pojavljale. Ampak jaz sem se spraševala, kaj delam narobe, mislim, zakaj tablete do konca življenja? Pri 21, halo? To nekaj ne štima, sem rekla, da jaz povem po domače, ker je tak moj način komunikacije. In v bistvu takrat še nisem bila tako prebojena. Pač zatem sem se pogovarjala, bova mija probala to po svoje. Vse, kar so mi rekli, da ne smem jesti od svežega sadja, zelenjave, ne vem kaj vse, sem to vse jedla in sem se fulbrijo počutila. Tako da veliko stvari sem preizkusila. In skozi leta, ko še nisem, bom rekla, rešila tega izziva, so se mi tudi 4 leta, bom rekla, se mi je pojavila astma v zimskem času. Potem enkrat na leto sem imela vnetje sinuse, ful sem imela boleče menstruacije, mesečno perilo, pardon. Tako da nekako nisem vedela, kje delam narobe oziroma kaj še moram spremeniti. Jaz sem bila že malo obupana in tudi sama
sem si, bom rekla, sem se posluževala različnih tehnik, ker moj pristop k posamezniku in sami sebi je, da upoštevam vse stebre zdravja. Zdravje se ne začne samo v črevesju, se ne začne samo pri prehrani ali celičnemu razstrupljanju. Zdravje se začne, ko pogledamo vse segmente našega življenja. Ne? In jaz sem več kot 10 let, bom rekla, to je moderni izraz, delo na sebi, a ne, redno, tudi na fakulteti sem jecljala, to rada povem javno, da vidijo, da govorim lepo, ampak jaz sem jecljala tako, da nisem mogla povedati enega stavka v redu do konca. Jaz nekaj dober dan, Monika pri telefonu. A ne. Tako da je prišlo iz tega in vse to me je pripeljalo, da v bistvu delam do tega. Verjetno bomo potem kasneje govorili o tem, kaj je bila prelomna točka. Da sem se začela poglobljeno ukvarjati. Skratka, preizkusila sem ogromno pristopov prehranskih terapevtov, različnih svetovalcev in vedno sem si pa pustila čas. Se pravi, najmanj nekje 4 mesece, da sem upoštevala nekaj toliko, kolikor je potrebno, da se eritrociti nekako v polnosti obnovijo. Ne? Tako da nikoli nisem malo tu, malo tam, če sem se za nekaj odločila, sem pri tem vztrajala. Ja, to je zelo pomemben, ja, da človek nekaj časa vztraja. Jaz v bistvu rečem še mečken del, zato ker kakšne stvari, se veš, celice se rabijo kar nekaj časa, da se vse prenovijo. Jaz ponovadi dam primerjavo, ne. Zdaj, naše telo z količino celic, ki je noter, tam jih je približno 300 milijard je celic noter, ne. In da vse te celice začnejo drugače delati, je treba dosti časa. Ne? In dosti sprememb na večjih nivojih. Ja, tako. In kaj si ti naredila? Kaj sem jaz naredila? Kje je bila moja prelomna točka? Ja. Moja prelomna točka je, ko sem jaz iskala pač te rešitve, kako bi jaz bila bolj zdrava, restrikcija tam, restrikcija to, preizkušanje to. Ker eno je bilo tisto, kar nam narekujejo, kar nas učijo. In ko sem se jaz držala teh smernic, jaz sem bila še bolj bolna, jaz sem se še slabše počutila. Ko sem jaz sledila 6 obrokom, proteini sem, proteini tja, proteini to, jaz sem se v enem letu pri 13 treningih na teden zredila za 10 kil. Pa ne mišične mase, recimo. Ne. Prelomna točka pa je bila, ko sem potem postala mama in sem zaradi SP dejavnosti začela zelo hitro delati. A ne. In sem po 2 letih in pol oziroma 3 letih tudi izgorela. Po tistem se nisem sestavila. Tako, ja, po tistem se nekako nisem sestavila in takrat sem pa res intenzivno iskala vse možne stvari in potem sem prišla do določenih informacij, ki pa so v bistvu svet vsega, kar sem vedela, oziroma nisem vedela, malo obrnilo na glavo. No. Kaj pa si naredila za to, da se je potem dejansko, se pravi, je bilo skozi tank, skozi slabše in je mogel toliko dol prileteti, da si se ti odločila, ja, zdaj pa gremo čez do konca. Kaj je bilo res tisto, kar si naredila? Najbolj grozno mi je bilo to, takrat se me je res dotaknilo. Moj otrok je bil v vrtcu, vzgojiteljice so pisale, kar so otroci pripovedovali in so vprašali vzgojiteljice, kaj pa ti počneš za mami popoldan, kako preživlja ta čas. In je moj otrok povedal, mamica, ko pridem jaz domov, se igra 15 minut in potem zaspi, ker je ves čas utrujena, potem gre pa na trening. Ja. In to meni prelomna točka, tega si ne morem dovoliti, jaz moram biti v redu. Ne, jaz moram biti v redu in tako se je začela potem še globja pot tega raziskovanja, kje še lahko telo podprem. In takrat sem se v bistvu prvič, toliko let nazaj, srečala z razstrupljanjem različnih vrst, ker tega pa res prej nisem nikdar delala. Ne. Kljub temu, da je, bom rekla, moja prehrana skozi življenje prej ne toliko kot danes, ne. V osnovi, bomo rekli, v nekaj 60% bila bolj na bazični osnovi, no, bomo rekli. Ne. Ja. Tako da to je bila prelomna točka, kjer sem potem preizkušala in kjer sem prišla potem do informacij, bom rekla, vrednih življenj. Tako kot se kaže zadnjih 5 let. Koliko pa imaš stare otroke? Imam enega sina v 10. letu, zdaj le bo kmalu 10. Okay. Ja. Se pravi, on je tvoj v bistvu največji učitelj, če tako rečem. A nismo vsi otroci največji učitelji našim staršem? Ja, največji učitelj, ja, res. Te je pripeljal do takega spoznanja in tudi to, ne, da res starši jemljajo otroke kot učitelje. To je zelo pomembno spoznanje.
pa tudi, da si mi kot starši dovolimo, da se učimo. Predvsem to. Včasih je to težko sprejeti. Ja, res je. Tako da. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih nadaljujeva z najinim pogovorom. Povedala si, da je bil tvoj sin največji učitelj in da takrat si bila pripravljena narediti ogromne spremembe in da si tudi šla skozi različne procese razstrupljanja, regeneracije, to, kar tudi ti zdaj delaš. Pa me majčkeno zanima, kaj si naredila, da si celice na nivoju DNK razstrupila, ker to je pomemben. Ne to, da mi pijemo same sokove, pa če telo itak ne dela, ne bo, ne vem, se na ta zadnjem mazinčku se ne bo nič zgodilo. Mi moramo spremeniti DNK zapis. Kako si ti to naredila? V bistvu je tako. Najprej bom vseeno povedala, da sem preizkusila marsikater, bom rekla, produkt razstrupljevalni, seveda z dobro mero. In ker nekako moja prehrana temeljila že takrat, ko sem povedala, nekje bolj na bazičnem nivoju, se pravi, da telesu ves čas omogočamo okolje, kjer je sposobno samo ozdravljena. Tukaj terja vse zdravje črevesja je prvo, čista celica je drugo in tretja stvar je, se pravi, čusten energijski nivo. In jaz sem v bistvu preizkusila marsikaj. Bom rekla, da so bili neki rezultati. Ni bilo pa bistvenega rezultata, bistvenega. In takrat je v bistvu moja prijateljica Katja prinesla, rekla, jaz sem prišla do enega izdelka, ko je bil najboljši razstrupljevalni izdelek, pa sem rekla, ja, še eden. In jaz sem se takrat v bistvu poglobila, sem prosila, koga lahko kontaktiram in v bistvu sem poklicala in sem dobila vse odgovore, da sem se odločila, da bom še to preizkusila. In tukaj so se začeli pa v mojem telesu odvijati izjemni rezultati. In to bom rekla v pol leta. V pol leta jaz nisem več imela kroničnega gastritisa, ki ga nimam še danes, že 5 let. In v bistvu, kaj se je tukaj zgodilo? Ker sem jaz takoj videla učinke čiščenja, izboljšave, drugačno stanje. 3. mesec nisem imela več bolečega mesečnega perila. Kaj se je zgodilo? Sem začela raziskovati in jaz sem želela vse informacije. Zakaj to deluje, kaj je to drugačnega od ostalih stvari in tukaj sem se v bistvu spoznala z celičnim razstrupljanjem. In v bistvu s tem načinom razstrupljanja se doseže celična raven, ker nam se strupi nalagajo po celem telesu. In znotraj tega celičnega razstrupljanja, to se mi zdi zelo pomembno, sem prišla do teh informacij, ki, bom rekla, pri nas ne govorimo tako pogosto, vedno več, o tem, kako toksini, okoljski strupi vplivajo na naše zdravje. To zapostavljajo in rečejo nekateri, to je teorija zarote ali pa Monika, joj. Ne, danes je dejstvo, da živimo v najbolj onesnaženem svetu v zadnjih 100 letih. Hrana na policah ni več to, kar je bila. 90% je hrane, ki jo je naredil človek. To ni naša hrana. To ni hrana, s katero mi podpiramo zdravje črevesja. Vsak drugi človek ima že danes prepustno črevesje. Kako se to kaže? Kakršnokoli vnetje, neravnovesje je v telesu, je prepustno črevesje. Samo recimo mlade punce imajo ogromno teh vnetij mehurja. Pride zaradi večjih stvari, seveda, ampak bistveno je, da bakterije skozi črevesje uhajajo. In tako, se pravi, vsi razstrupljevalni izdelki ponavadi delajo na način, da čistimo, se pravi, črevesje, podpremo organe, čiščenje organov, z tem razstrupljanjem celičnem pa dosežemo to celično raven. In s tem podpremo telo, vemo, kaj vse se zgodi, imamo večjo absorpcijo hranil, večji pretok kisika med celicami. Ampak to je osnova. Potem je pa potrebno celice, se pravi, hraniti. Hranimo jih tako, da najprej poskrbimo za zdravje črevesja, se pravi to, kar sem prej povedala, energijski nivo, antistres, vse. Mi moramo dovajati
kvalitetna hranila. Če tega ne naredimo, ne moremo zopet dolgoročnih rezultatov pričakovati. In tu je tista stvar, ki jo potrebno upoštevati, da ves čas stremimo k temu, da v telesu vzpostavljamo okolje, kjer bo sposobno samozdravljenje. To je zelo zanimiv pristop, zato ker Ajurveda je 6000 let star sistem naravnega zdravljenja. Oni imajo to pančakarmo, pančakarma je razstrupljanje telesa, ampak potem je 3 mesece hranjenje telesa. Tako. Zaprav, če mi nekaj ven vzamemo, nekaj razstrupimo, je treba nekaj drugega boljšega noter dati. Tako. Se pravi, kako si ti ta razstrupljanje delala, če prav razumem, s pomočjo tega izdelka? Tako. Potem kako si pa to regeneracijo delala? Tukaj pa potem je potrebno narediti pregled. Se pravi, vsak človek individuum zase. Tukaj s tem izdelkom jaz v bistvu podpiram telo na celični ravni s čiščenjem 5 let. Ker je to v bistvu edina stvar na celem svetu, ki se lahko uporablja vsak dan, ker poteka pasivni detoks, se ne obremenjuje drugih organov. Skratka, za regeneracijo je pa potrebno poskrbeti na 2 načina. En način je, da dnevno skrbimo za zdravje črevesja, torej, da odstranimo stvari, s katerimi ne podpiramo zdravje črevesja. To je prva osnova. Druga stvar. Kako si ti ugotovila to, s čim se ne hraniš? S čim se ne hraniš? S čim ne podpiraš tvojega črevesja? Ker veliko ljudi ima težavo odkriti, pa sledijo seveda eni dieti, drugi dieti, tretji dieti, ampak kako odkriti, kaj človeku paše? Kako si ti odkrila za sebe? Bom rekla, ker za sebe vedno sem naredila reset, zato je tudi nastala moja REP metoda, reset efekt protokola. Vedno sem naredila reset, kaj to pomeni. Isto kot računalnika. Računalnik po določenem času se mu nabere ogromno datotek, ki jih ne potrebujemo. Tako naše telo postane nasičeno, zapacano po domače povedano in tako dalje. In kaj mi naredimo z računalnikom? Nesemo ga k računalničarju, da odstrani vse, da ga počisti. Torej, mi moramo počistiti najprej sebe. In kaj naredi računalničar? Naloži datoteke, ki jih ti potrebuješ. Torej, jaz bom poskrbela za vitamine, minerale, antioksidante, zdrave maščobe, celično hidracijo in tako dalje. Okej, to naredimo. Se pravi, potem sem pa jaz drugačna kot ti in prilagojeno se naredi reset na podlagi tega, kak smo prej živeli in kam želimo priti. Ampak, če mi ne naredimo reseta, mi ne moramo vedeti, kakšno toleranco oziroma intoleranco ima na nas neko živilo, oziroma mi imamo do tega živila. Kaj je to? Recimo nekdo je pico vsak dan. Jaz sem drugače jedla pico ful velikrat, pico manjka. In jaz bi rekla, meni pica nič slabega ne naredi, ker drugače skrbim za svoje zdravje. Ok, doma si pripraviš zdravo pico, ampak od zunaj, ko ješ, pa ni pica zdrava, to vemo. In jaz dokler nisem naredila reseta, da sem resnično za par tednov odstranila pico, ko sem jo prvič pojedla, sem šele videla, kako je moje telo odreagiralo na to stvar. Zato je potreben reset. In dokler ga mi ne naredimo, da odstranimo hrano, ki zakisa naše telo, ker naše telo ves čas hrepeni oziroma stremi k kislinsko-bazičnemu ravnovesju, mi ne moremo vedeti, ali nam ta stvar ustreza, ali nam ta stvar ne ustreza. Odlično. Se pravi, ti si pico odstranila, kaj si še odstranila? Procesiran sladkor. Super, beli sladkor, ja. Glutena, bom rekla, se v osnovi izogibam, tako da v bistvu doma pripravljam, ne uporabljam brezglutenske moke, ampak raje v bistvu uporabljam fermentirano vodo. Tako da s tem, da se mi razvijajo mlečno-kislinske bakterije in je potem res lahkotno za prebavo, ni nobenega učinka. Kruh z drožmi, je to približno isto? Pa ne vem, jaz to sem malo brala, meni je to preveč. Jaz sem ful na hitro, enostavno in zabavno, ker je skozi nek moving. Ker ti si tudi prehranska svetovalka. Tako, nutricionistka, ja. Tako. Super, odlično. In če to spada k drožem, potem delam z droži, ampak mislim, da ti se vzhaja dlje časa.
Ja, mečken dalj časa. Tukaj je dosti par ur, 3-4 urce okej. na toplem, ravno toliko, da začnejo te mlečno-kislinske bakterije delovati. Ne. Ja, super, super. Se pravi, to si odstranila, kaj se pravi, delaš, uporabljaš to običajno moko, ker jaz uporabljam recimo kamutovo moko, pirino moko. Pirino moko. Ja. Pirina je moja največkrat, ne, potem ajdovo, tudi da je reženo, sicer tiste ni tako dobra, ne, koruzno. Režena je kar težka. Ja, težka, ja, fajn je za zraven. Ja. 30% v mešanico. Ja. Ali pa tudi ajdova je meni kar dosti težka. Ja, tudi. Jaz jo redko, no, drugače nekako poskrbim, da so moke ekološke pridelave, ker tukaj resnično, jaz se vedno hecam, ne, oziroma ne hecam se, verjetno je to, kar bom povedala, tudi res. Črevesje naše, a ne, dokler ni prepustno, nam gluten ne bo delo težav. In ni verjetno težava gluten, ampak težava je, se pravi, škropiva, glifosati, ki so uporabljeni pri škropljenju teh žit in pridelave. In potem mi to jemo in to je tisti glavni motilec, ki vpliva na naše zdravje črevesja, ne. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih nadaljujeva s pogovorom, med tem časom pa lahko prevzamete svoje brezplačno darilo, masterclass Moč mojih možganov na www.bisernica.si/darilo. Zelo zanimivo, ko si naštela par živil, ki spadajo v reset, se pravi, da jih nehaš jesti, pa potem poješ, tisto pa se slabo počutiš ali pa imaš kakšne simptome in točno veš, da to ni dobro za tebe. Je mogoče še kakšno živilo, ki si ga ti v svojem resetu odstranila? Seveda, še je, ampak še tukaj bi poudarila, ne, ko sem rekla odstraniti procesiran sladkor, ne, potem ljudje mislijo, dam bel sladkor stran, ga zamenjam z rjavim, ga zamenjam z onim sladkorjem. Ok, rjav sladkor, bomo rekli, ni najboljša izbira, je boljša izbira. Kokosov sladkor, morda javorjev sirup ali pa kar doma pripraviti sladilo iz medjol dateljnov, recimo, ne. Ampak, kaj je meni bilo zelo fascinantno, ko sem odstranila procesiran sladkor? Ker to ne pomeni, da sem jaz samo odstranila sladkor, ampak sem odstranila vse izdelke, kjer je prisoten sladkor. In tukaj pozivam recimo vse starše, vse mamice, vse ljudi, da obračajo izdelke na policah. Procesiran sladkor, sestavine in kjerkoli je navedena sestavina, ki je ne znamo prebrati, še manj, da vemo, kaj pomeni, tega izdelka ne kupimo. Ne? Skratka, poleg sladkorja in vseh izdelkov, kjer je prisoten sladkor, sem tudi odstranila procesirane maščobe. Procesirane maščobe, to bomo rekli, to je grozna toksičnost za naše telo, to je visoko predelana zadeva, to je prava kemija, naše telo je energijsko, mi smo naravno bitje. Kemija nima kaj početi v našem telesu. In pridejo neravnovesja. Črevesne resice se več ne obnavljajo, se pravi, nimamo nobene absorpcije, do prepustnosti, do rane v črevesju pride, potem te stvari se nam nalagajo na ožilje in tudi recimo določene starostne pege nastanejo. Zakaj? Jaz poznam ogromno ljudi, s katerimi sem delala, ko so delali celično razstrupljenje, ko so telo podprli pri zdravju črevesja, ko so odstranili te procesirane stvari, so tudi take stvari začele izginjati. Morda pa naše telo potisne nekam, ker nima kaj z njim početi. Recimo tako, da procesirane maščobe, kaj je še takšnega, kaj je nujno? Nič, to so te glavne stvari, ki bi jih mogli odstraniti. Sicer jaz sama ne uživam procesiranih mlečnih izdelkov. Tukaj bom rekla, od ekološke pridelave morda kakšno nepregreto mleko bi prišlo v poštev, moj oče ga uživa, včasih naredi domače namaze in to so itak, to je, bom rekla, cel živalski vrt, probiotikov, prebiotikov, lepo pojemo, je super za naše črevesje, drugače pa ne kupujem nobenih teh stvari in tudi ne uživam, razen tistih parkrat pica, zunih sir gor, Potem, kaj še ne jem, recimo jajca so eno tako živilo, čeprav ga super opevajo, kako je zdravo,
raziskave so bile narejene, da so jajca živilo, s katerimi se hranijo patogene, se pravi bakterije, paraziti, virusi. In kadarkoli imam, bom rekla, ljudi, s katerimi delam, s katerimi jih podpiram s svojimi nasveti, so jajca prva, ki jih zraven odstranimo, poleg mlečnih procesiranih stvari. Zakaj govorim procesiranih? Ker to, kar je na policah, je res procesirano. Večinoma vse, ja. Tako, Ja, tako. Najboljše, recimo, jaz grem k kmetu, tam kupim. Tako. Ne? Pač jaz sem v okolju, kjer veliko sami pridelamo in sem zelo hvaležna, tako da moj zmrzovalnik je skoraj celo zimo zdržimo. Pa zdaj, ko bom rekla, ko sem se zadnjih par let spoznala tudi s to fermentirano hrano, je toliko lahkotno, ker to na 1, 2, 3 narediš in pol to ostane in je čudovito. Ne? In ne moremo mi kupiti, bom rekla, enega izdelka, ki nam bo dal to, kar nam narava da. In še kaj jaz vedno poudarjam, sploh tukaj pozivam mamice, dajte otrokom doma pripravljati stvari. Otroci jedo to, kar mi jemo. Če oni vidijo pri nas, da imamo doma te stvari, bo njim to normalna realnost, da bodo to jedli. Ampak ljudje božji, jaz sem stara 40 let in bom rekla, pol toliko hrane ni bilo, kot jo je danes, takrat pa recimo so bili zdravstveni izzivi. Tukaj so krivi toksini, zastrupljeni smo. Vedno povem, da ko se rodimo, mi imamo 2 nahrbtnika. Prvi nahrbtnik je, ko prejmamo dejansko toksine skozi placento v maternici, ker delujemo kot spužva, ko smo kot plod še prisotni. Drug nahrbtnik je pa naš, bom rekla, celični zapis, genska predispozicija in pa seveda neke travme nerazrešene naših prednikov. In vedno je treba gledati celostno. In, kako se pa lotiš teh, oziroma kako si se pri sebi čustev lotila? Skozi življenje. Življenje me je učilo in jaz sem taka, bom rekla, ljubiteljica tega raziskovanja. Mojih prvih 30 let življenja je bilo zelo težkih. Res sem imela življenjske preizkušnje, tudi rada spregovorim o njih, ampak danes nimamo toliko časa. Skratka, tako težke, da bi nekdo končal svoje življenje zaradi teh izzivov. In tukaj se je potem pokazala ta vera, moje jecljanje zopet, jaz se nisem rodila s HIV-om, poglejte me danes. In to raziskovanje, kako lahko v bistvu zaupam oziroma da zaupam, ker drugega mi takrat ni preostalo, molitev, moljenje in pa ta skrb zase. Zdravje je super, se sliši, ampak zdravje ni, bom rekla, samo prehrana, samo zniževanje stresa, tudi samo meditacija. Treba je gledati celostno. Torej, celično razstrupljanje, da dosežemo celično raven, da podpremo črevesje s kvalitetno hrano. Ampak tukaj se ne gre samo za podporo s kvalitetno, tako sem rekla, še enkrat poudarim, pomembno je, da je 80% kvalitetne hrane, torej da ne uporabljamo procesiranih stvari, ki danes sestavljajo 90% naših polic. Da ne prijemo do sokov, čokoladic in tako naprej, grozno, mislim grozno, super, da je vsega izobilju. Skratka, čustveno, korak za korakom, tako kot učim jaz svoje stranke, nikdar ne delamo ničesar na začetku, s čimer se oseba oziroma človek ne počuti dobro. Če tisti korak predstavlja težko je, ga ne bova naredili, bova začeli s tistim, s katerim je lahkotno. In tako v bistvu, to se ni zgodilo čez noč. Pri meni je to, da sem zaljubljena v svoje življenje, da sem zaljubljena v življenje, da sem resnično hvaležna, da živim hvaležnost, cenjenje, da ne glede na to, kakšna preizkušnja se pokaže, jo objamem, ni vedno lahko, pa sem tudi v vlogi žrtve. Ampak kar kmalu se dvigneš, ker veš, da dobiš priložnost, da boš še bolj živel to življenje. In to se je dogajalo korak za korakom. Katere tiste prepričanja si pa pri sebi zamenjala, da si zdaj do tega prišla? No, par si že tako menila, da zdaj to vero v Boga, pa v nekaj več od nas, da ti pomaga, pa to korak po korak, da bi si lahko življenje končala, pa ga ni, zato ker si našla ljubezen, da si zaljubljena v življenje. Mogoče še kakšen nasvet za naše gledalke in gledalce, kje so bila prepričanja, ki ti sploh niso služila in so zdaj na odpadu? To, da sem se ves čas obtoževala, kaj delam narobe.
kje delam narobe, kaj moram še spremeniti. Ali je bilo to, se pravi, osebna rast, ali je bila to prehrana, ali je bil to detoks, karkoli je bilo, kaj delam narobe. Skozi sem se samo obtoževanje. Ne, to je bilo zelo nepodpirajoče vprašanje, prepričanje, da je z mano nekaj narobe. Z mano ni nič narobe. Vse je vedno tako, kot mora biti. Kako si pa pomagala pri tem? Ker jaz verjamem, da v publiki so tudi gledalci, gledalke, ki se obtožujejo. Iskreno ne vem, kaj je bila tista kritična, ampak to, ves čas to, bom rekla, 10 let, sploh to, ko so se menjavala ta prepričanja, sem vedno imela coacha ali terapeuta, tudi to je bilo 10-12 let nazaj, ko še mogoče ni bilo tako in kot je danes, ne, in je kdo rekel, a je s tabo kaj narobe, in tudi zato moj nasvet vsakemu je, ne glede na to, kakšno stanje ima, ali je to težava, zdravstvena težava, zdravstveni izziv, ali je morda kakršnokoli neravnovesje v privat življenju, ne, vedno poglejmo nase celostno. Narišimo si kolo življenja, ali jaz rečem zdravja, pogledamo, kje smo zelo dobri, se pohvalimo, kje imamo najslabše, bomo rekla, delovanje in tam začnemo delati majhne korake. A ne? Kaj je bistveno? Bistveno je tudi, da neozdravljeno še ne pomeni neozdravljivo, to vedno rada poudarjam, ker naše telo je narejeno za to, da se samo zdravi, ko ima za to pogoje. To je bistveno. Perpetuum mobile, samo ozdravitveni stroj. Samo ozdravitveni stroj. Tukaj sem imela en zelo velik aha moment. Jaz sem ves čas mislila, ko sem se spoznavala s temi različnimi načini razstrupljanja, da je naše telo resnično sposobno razstrupljanja. Ne? Ampak če je temu tako, zakaj pa jaz nisem bila zdrava? Zakaj jaz nisem bila zdrava? Ne? In tukaj potem, ko sem se spoznala s toksičnostjo, vpliv toksinov na naše telo, na naše zdravje, na celičnem nivoju, sem v bistvu prišla do teh informacij, da živo srebro v našem telesu poslabša delovanje vseh ostalih strupov, ki jih imamo, in kar je bil moj aha moment, preprečuje proizvodnjo našega naravnega razsvetljevalnega antioksidanta glutaciona. Aha, zato naše telo ni potem sposobno to ves čas delati. A ne? Kje je še potem nepodpirajoča hrana, s katero spet slabšamo, s katero spet, bomo rekla, mi polnimo našo greznico, ne? Ker kadarkoli je pri limfi težava, vemo, da je greznica polna. Ne? Takrat, da pa če po domače povem. Tako da to so bila ta aha momentno. To je odlično, se pravi, zdaj so dobili veliko, dragi gledalke, dragi gledalci, da ste dobili zelo veliko informacij, kako sami sebi lahko pomagate. Jaz se zahvaljujem za današnji obisk. Istočasno pa vas vabim, da pogledate na www.bisernica.si/darilo, kjer vas čaka brezplačni masterclass Moč mojih možganov. In se gledamo v prihodnjih oddajah Moj odnos do zdravja.